Živjo, sem Jana Pristovšek in ponovno sem z vami. Nadaljujemo temo o toksičnih osebah. Toksično osebo zanima samo to, kako bo svoje frustracije, nezadovoljstvo, slabo voljo in jezo odložila na vas. Ne zanimajo je vaši argumenti, pojasnila, razlogi, ne zanimajo, kaj čutite in kaj občutite. Toksična oseba je nezadovoljna in to hoče odložiti na nekoga, na katerega si to upa. Toksična oseba ne upa za vsakim enako ravnati, ne upa vsakemu enako povedati. In družinski člani so tisti, ki so najbolj pri roki in na katere se najlažje znaša. Čustveno stabilna oseba, oseba z dobro samopodobo, bo poskušala pojasniti in ko bo videla, da v stavku 2-3 ne pride nikamor, bo rekla hvala lepa, se ne razumeva, zaključiva pogovor in bo odšla. Čustveno občutljiva oseba, oseba s slabšo samopodobo pa se bo trudila. Trudila bo pojasniti, potrudila se bo razložiti in bolj ko bo razlagala, bolj se bo ujela v mreže toksične osebe. Bolj bo ujeta v tem prepiru, v teh besedah. In prva zadeva, ker vam polagam na srce, je, da si takrat vzamete odmor. Rečete moram v kopalnico, pejte v kopalnico, zadihajte in si recite, to ni moje, to ni res. Najslabše je, če ostanete tam in poslušate, da se ves plaz zgrne na vas. Ne borite se. Ne morete zmagati. Umaknite se in predelajte rane v sebi. Ljudje pravijo, da morajo toksični osebi postaviti meje. Meje postavite tako, da se umaknete, da ne dovolite več, da z vami tako govori, da zapustite odnos. Vendar vedno ne gre. In takrat, ko ne gre, je smiselno se obrniti vase in ukvarjati s sabo, ne s toksično osebo. Čustveno občutljiva oseba pa se ukvarja s toksično osebo. Zakaj je taka, kaj se v njej dogaja, kako razmišlja, kaj bo naredila, kako je pogledala, kaj se pripravlja. Ko pride skozi vrata, naj bo to oče, mama, mož, žena, otroci, partnerji, gledajo, kako hodi, poznajo jo že po obnašanju, po mimiki in dobesedno hodijo po prstih, ker ne vedo, kdaj bo spet izbruh. In ta osredotočenost na toksično osebo preprečuje, da bi se osredotočili lahko nase, da bi se rešili iz tega toksičnega odnosa, da bi zacelili rane, ki jih toksična oseba povzroči. O toksičnih osebah je napisano veliko. Jaz vam lahko razložim do zadnje podrobnosti, kako toksična oseba razmišlja, kaj bo naredila in kdaj bo naredila. Vendar vam vse to nič ne pomaga, dokler ne boste predelali ran v sebi. Če ste zrasli ob starših, ob toksičnih starših, kjer je bil eden ali celo oba starša, kjer sta bila toksična, potem imate teh ran toliko, da v odrasli dobi ste dobesedno ves čas na preži, kdo vas bo okrivil, česa boste spet krivi, kako ne boste dovolj dobri, ker že v sebi nimate ta pravega zametka, nimate prostora, nimate občutja, da ste dovolj dobri. Ni se vam treba dokazovati, dovolj dobri ste, zato ker ste, in vredni ste, zato ker ste, to je dovolj. Vi niste vaša izobrazba, vi niste vaša služba, vi niste vaši uspehi. Vi ste to, kar ste, in to je dovolj, ker ste dobri, prijetni, prijazni, sposobni, vredni, pametni, odgovorni. In to so osnove in to je dovolj. Vse ostalo je dodana vrednost. Ampak dokler ste usmerjeni v toksično osebo,
Vsega tega pri sebi ne zaznate. In toksična oseba vam še tisto malo, kar je v vas, za vsakim prepirom, za vsako zavrnitvijo, za vsakim ciničnim pogledom, za tišino, za ignoranco, vse to samo še bolj jemlje. In tako iz leta v leto, iz meseca v mesec, imate slabšo samopodobo, ste bolj ranjeni, utrujeni. In zaradi tega jaz govorim, da se obrnite vase. Najprej poglejte, kaj je v vas, kaj lahko, vprašajte se, kaj jaz lahko zdajle naredim zase, da se bom boljše počutil, da bom dobil večjo kondicijo, fizično kondicijo in psihično kondicijo. In potem greste korak za korakom navzgor. Za vsakim prepirom, za vsakim dokazovanjem toksični osebi, pa to izgubljate. Tudi, če naredite 2 koraka navzgor, greste 3 navzdol. In to ni napredek. Ne da se čez noč spremeniti vsega. In ne delajte revolucije, ker revolucija v afektu ne prinese nič dobrega. Ampak obrnite pozornost iz toksične osebe vase. Kaj čutim, kako se počutim, zakaj je tako. In ko slišite sebe, da o sebi slabo mislite, začnite delati na tem. Začnite o sebi misliti dobro. Vredni ste, pametni ste, odgovorni ste, sočutni ste in ste čudoviti. In s tem začnite. Naj vas ne zanima več, kaj toksična oseba misli o vas. Ker misli točno tisto, kar ji tisti trenutek pride prav, da bo sprostila svoje nezadovoljstvo in frustracije nad vami. Imejte se radi, poskrbite zase. Toksična oseba ni pomembna v vašem življenju. Postavite se na prvo mesto, postavite se pri sebi na prvo mesto. Najprej se moramo postaviti pri sebi. Ne bom več dovolila, da me besede drugih ranijo. Ne bom več dovolil, da besede drugih pridejo globoko vame. Ampak zato rabite vajo in zato rabite nekoga, ki vam stoji ob strani. Pa naj bo to prijatelj, ki vas razume, naj bo mama, naj bo oče, naj bo nekdo, ki ni toksičen, vendar nekdo, ki ni v drami. Ker če vam stoji ob strani neka druga čustveno ranljiva oseba, se lahko zapletete v dramo ubogi jaz. Rešitelj in ubogi jaz se bosta dopolnjevala in tudi na ta način ne boste mogli iz tega. Poiščite odgovore, poiščite pomoč zase. Berite, poslušajte posnetke, hodite na delavnice, berite knjige, ampak poglejte, kako napredujete. Začnite zaupati sebi. Občutje v vas vam pove, občutje, kako se počutite, vam pove, kako napredujete. Vabim vas v Facebook skupino Čarobni odnos, na mojo spletno stran, Studio Helianta. Preberite knjigo Čarobni odnos. Kmalu bom začela z delavnico na temo toksičnih odnosov. Če vam je video všeč, ga prosim delite. Naročite se na moj YouTube kanal. Kmalu se spet vidimo in imejte se radi. Vredni ste, pomembni ste, sposobni ste in čudoviti ste. Čau, čau.